Dober dan, gospa Majda Gominšek, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste si vzeli čas, da bova danes malo poklepetali. In bi začela z tem, da ste vi ekonomistka in strokovnjakinja na področju računovodstva in financ. Ste izkušena predavateljica in že desetletje samostojno vodite seminarje s področja financ in računovodstva za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Torej, moje vprašanje bi bilo, glede na to, da se z računovodstvom in financami ukvarjate že več kot 25 let, sploh za področje javnega sektorja, me zanima, kako se je razvijalo delovno mesto računovodje v javnem sektorju oziroma še posebej, kako so se razvijale zahteve na delovnem mestu računovodje v javnem sektorju. Ja, hvala lepa. Najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Resnično se je razvoj računovodstva v javnem sektorju oziroma tudi na splošno računovodstva kot takega v teh desetletjih bistveno, spremenil. Nekako že sama lahko rečem, da sem začela nekako čisto v papirnati, po pešpoti vodenja računovodstva. No, sedaj, pa prihajamo res v eno takšno digitalno obliko, kjer dejansko, bomo vse delali v digitalni obliki. To ne pomeni, da vse delo od doma, ampak hkrati tudi, da papirnate dokumentacije praktično ne bo več, oziroma jo bo zmeraj manj in na podlagi tega so se potem tudi v bistvu kompetence računovodja, spreminjale skozi čas. Če bi lahko našteli nekaj izzivov, najpomembnejših izzivov, s katerimi se danes srečuje računovodja v javnem sektorju. To računovodje je v bistvu v javnem sektorju zelo zahteven poklic. Dejansko zaradi same specifike, zlasti v javnem sektorju je veliko malih proračunskih uporabnikov, kjer v bistvu nimajo v ospredju vse, bom rekla, pripomočke oziroma vse poslovne funkcije, posebna sistematizirana delovna mesta. Tukaj mislim recimo na pravnika, na kadrovnika, na davčnika. Zato se v bistvu, bom rekla, od računovodje v javnem sektorju, hkrati pa tudi v gospodarstvu pričakuje, bom rekla, zelo različne kompetence, znanja, spretnosti, ravno iz teh področij, se pravi, ne samo iz ekonomskega, strokovnega področja, ampak tudi iz pravniškega, kadrovskega, davčnega področja. In tukaj vidim, ravno to naše izobraževanje, ki ga v bistvu imamo šolo za računovodstvo v javnem sektorju, mislim, da bodo bodoči računovodja, in hkrati tudi obstoječi računovodje dobili vsa ta potrebna znanja, ampak ne v tem smislu raziskovanja v specifičnem, ampak to, kjer pač v bistvu mora računovodja znati poiskati. Tako bomo pogledali pravne podlage na tem delovno-pravnem področju. In od tega je potem odvisno tudi tista prvinstvena ali pa prvotna naloga računovodje, pravilni obračun recimo pri plačah. Ampak pomembna pa je ta ravno pravna osnova in tukaj si bomo pač dejansko, pogledali. In te kompetence so izredno pomembne, mislim, da jo ima računovodja. Zdaj ste dejansko že delno odgovorili na naslednje vprašanje, ki sem vam ga želela postaviti, in to je, katera znanja so še posebej pomembna po vašem mnenju za delo računovodja v javnem sektorju, ne? Pa bi vas prosila mogoče, da zdaj nekaj ste našteli, nekaj ste že v prejšnjem odgovoru povedali, ampak mogoče, če bi strnili, kaj je po vašem tisto, katera so tiste znanja, ki jih mora
obvladati oziroma ki jih mora računovodja poznati? Ja, računovodja mora poleg svoje stroke, ne, se pravi, kaj je javno računovodstvo, in tukaj so v bistvu te posebnosti, zlasti za tiste računovodje, ki prihajajo iz gospodarstva v javni sektor, ne, mislim, bomo spoznali tiste specifike pri obravnavanju posameznih ekonomskih kategorij. Drugače je pa ravno na področju obračuna plač izrednega, a ne mislim, pomena poznavanje te pravne osnove, zato da lahko vemo, kako napreduje, recimo kako najprej uvrstiti javnega uslužbenca v plačni razred, v prvi zaposlitvi, ali lahko ki potem kaj napreduje in tako naprej. Se pravi, vse to bomo nekako pogledali. Po drugi strani pa znova, a ne mislim, je računovodja tista oseba pri proračunskem uporabniku, ki pa dejansko mora biti, bom rekla, zelo široko razgledan, mora imeti poleg svoje strokovnega znanja, imeti še področje tako iz kadrovske, pravne, kot iz finančne, davčne problematike, mogoče tudi nekaj iz komerciale, ampak v tistem, bom rekla, povezovalnem smislu, ne. To je interdisciplinarni poklic, ki ni zdaj samo strogo knjiženje, evidentiranje in mogoče poročanje, ampak je en kup še vseh ostalih opravil, zaradi tega, ker dejansko se od računovodje pričakuje, da bo pravilno evidentiral in hkrati dajo tudi usmeritve predstojniku, ravnateljem, ravnateljicam, a ne mislim, kako stojimo pri finančnem načrtu, kako je za sistematizacijo delovnih mest in tako naprej. Tako da dejansko je zelo, zelo široko področje, ne ozko računovodsko knjigovodstvo, a ne samo knjiženje. Zato imamo ustrezne računovodske programe, ki so v določenih smislih nam pomagajo, da hitreje to opravimo, kot recimo v preteklosti, ampak hkrati je pa tudi naloga glede poročanja. Zdaj je vse, bom rekla, na e-davkih, na e-plačila, e-arhiviranje, tako da dejansko je tukaj resnično mora računovodja imeti bogata znanja, tudi iz drugega področja, ne strogo ekonomskega. Zelo lepa hvala za to pojasnilo. Namreč, kot sva že prej rekli, maja začnemo z našim programom, izobraževalnim programom Šola za računovodje javnega sektorja. In namen tega izobraževanja je ravno to, kar sva ves čas govorili, torej podati širino, opolnomočiti računovodje ali nove, mlade računovodje, ali računovodje, ki že nekaj let delajo v računovodstvu javnega sektorja, tiste, ki prehajajo iz gospodarstva v javni sektor, tiste, ki mogoče delajo kot samostojni podjetniki in prevzemajo računovodstva zavodov. Torej, jih opolnomočiti, jim dati širino, jih na nek način naučiti vsega tistega, kar potrebujejo pri svojem delu, da bodo dobri, da bodo dobra podpora vodjem javnih zavodov in da bodo na konec koncev tudi samozavestni pri svojem delu in ga bodo tudi zaradi tega radi in z veseljem opravljali. Gospa Gominšek, jaz sem zelo vesela, da bomo skupaj naredili ta program, da boste vse svoje znanje in izkušnje predali udeležencem in jih vse zainteresirane povabim na ta izobraževalni program. Vam se pa zahvaljujem, da ste si vzeli čas in vidimo se v maju mesecu na Šoli za računovodje javnega sektorja. Hvala lepa in srečno.